Pogačar tudi po današnji etapi na francoskem turu ostaja v boju za rumeno majico. Ob slikoviti trasi prevladujejo francoski navijači, danes so si številni ob ceste prinesli stole in čakali na kolesarsko karavano. Skoraj vsi so mnenja, da je Pogačar glavni favorit za zmago. V to so seveda še posebej prepričani slovenski navijači. Tanja Volmut. Ko so mimo pripeljali najboljši kolesarji na svetu, tudi naš Tadej Pogačar. Navijači so ob cesti pripravili vzdušje, kot se za tak dogodek seveda spodobi. Kolesarje je tokrat pot peljala tudi skozi idilično vasico v osrčju nacionalnega parka na jugozahodu države. Poleg številnih domačih so pesti stiskali tudi angleški navijači. Ni pa manjkala tudi naša slovenska zastava, a domačini, ki so se tako posedli v senco in čakali kolesarje, priznavajo. Alors, qui gagne le Tour de France cette année? Monsieur Pogačar? Bah oui, c'est sûr. Pogačar! Encore plus fort! Allez, Pogačar! Oui! Après Pogačar, c'est pas mal, hein? Oui, il est bien parti, normalement, c'est lui qui a plié. Ok. Et vous restez assis comme ça toute la journée? Ouais, on a anticipé à faire un petit pique-nique. C'est ça. Bravo. Avec un sandwich, petit téléto chaud. Poleg dobrega vzdušja so domačini poskrbeli tudi za dekoracije. Kolo na senu, naj se ve, da Tour po letu 95 spet pelje po njihovih cestah. Nous sommes fiers de participer au Tour de France et qui passe cette année parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'est pas passé ici. Et donc là on se trouve actuellement. Ceste pa so prav zaradi dirke obnovili, pravi tamkajšnji podžupan, tudi navdušenec našega Tadeja Pogačarja. Impressionné par Pogačar par rapport à l'étape qu'il a fait il y a 2 jours dans les Pyrénées. Pa angleški navijači. I'm a Pog fan. And even though Pog broke his wrist, I still think he can win the Tour. I still think he's the man to beat. I want him to win the Tour. Takšna je seveda tudi želja naših navijačev. Jutri čaka kolesarje gorska etapa. Allez, Pogačar! Pozornost športnih navdušencev na spletu pa sta ukradla Luka Dončić, tokrat v vlogi neprekosljivega romantika, in Ana Marija Goltes. Od včeraj dalje sta namreč zaročena. 7. julij naj bi simboliziral obletnico zveze in številko na Dončićevem dresu v ekipi Dallasa. Za slovesni dogodek sta izbrala Bled, kjer je nastala tale fotografija, pod katero dežujejo lepe želje. Ne le od Dončićevih soigralcev, bratu, kot je zapisal, je čestital tudi eden največjih vseh časov, LeBron James. Paru so čestitali tudi številni slovenski športniki in estradniki. No, vrhunski športniki, ambasadori naše države, junaki, vzorniki, Slovenci po številu športnih dosežkov na prebivalca sodimo v sam svetovni vrh in smo v tem pogledu nedvomno fenomen. Imamo izjemne posameznike, Luka Dončić, Janja Garnbret, Anže Kopitar, kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, atlet Kristjan Čeh. In odlične ekipe, denimo zlate evropske košarkarje, odbojkarje, ki so lani na svetovnem prvenstvu za las zgrešili kolajno. Športni uspehi so trdo prigarani, kolikšne pa so nagrade, kakšne so razlike med panogami in kaj se zgodi po športni upokojitvi, kako pomembno je načrtovanje finančne prihodnosti za čas po koncu kariere. Pravzaprav je že nekaj časa minilo, kar se je začela zavedati, da se po končani karieri nekoč stvari bodo spremenile. Verjetno 9. na svetu v nogometu, ne razmišlja več, ali bo lahko preživel na koncu kariere ali ne. Žal pri namiznem tenisu je to malce drugače. Tle je v bistvu bil za nas največji zaslužek to, da smo na koncu sezone prodali smučarsko opremo in tako so šle moje smučke so šle za 600, iz olimpijade za 600 nemških mark. Kako je bilo v času nekdanje skupne države, kako kasneje, ko je prvo atletsko olimpijsko odličje osvojila Brigita Bukovec. Kaj se je spremenilo? Kje smo? O tem naši športniki v rubriki 24 ur inšpektor. O razmerih moči na vrhu, ki se na dirki po Franciji niso spremenila, pa več v športu ob koncu oddaje. V bolečinah je končal eden največjih kolesarskih zvezdnikov.
V Wimbledonu pa Novak Djokovic blesti in hkrati izziva občinstvo. Kaj mu gre v nos? Ne zamudite podrobnosti takoj po kratkem predahu. Sarajevo 1984, zimske olimpijske igre in Jure Franko, dobitnik prve zimske olimpijske medalje za Slovenijo in Jugoslavijo. To je lepo, to so res lepi spomini in sem zelo hvaležen za to, ne glede na to, da pač finančno v tem okolju od tega nisem imel nič. Atlanta 1996, poletne olimpijske igre in prvo slovensko atletsko odličje v zgodovini olimpijade. To je v bistvu tista stvar, na katero sem tudi jaz najbolj ponosna. Vsak športnik pa absolutno, jaz mislim, cilj prideti na olimpijske igre. Pol pa, da osvojiti tam medaljo, je pa še nekaj višjega. Trikratna mladinska svetovna prvakinja, 18-kratna državna prvakinja. V sezoni 2016-2017 je osvojila 2 mala kristalna globusa v smuku in alpski kombinaciji. Druga je bila v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na svetovnem prvenstvu v San Moricu zlata v smuku. Ta uspeh je ponovila 2 leti kasneje v Uraju. 11 zmag ima s tekem svetovnega pokala, 21-krat je stala na stopničkah. Pravzaprav je že nekaj časa minilo, kar sem se začela zavedati, da se po končani karieri nekoč stvari bodo spremenile, da kariera profesionalnega športnika ne traja do penzije, se pravi nad 60. Tako da razmišljanje o finančni prihodnosti se mi zdi zelo pomembno. Vrhunski športniki, ambasadori naše države, heroji, vzorniki. Za uspehe in zmage so za njimi leta odrekanja. V vrhunskem športu ni nič podarjenega, vse je prigarano. Kakšen pa je zaslužek? Kolikšne so denarne nagrade za najvidnejše športne uspehe? Kakšne so razlike med panogami in kaj se zgodi po koncu kariere? Kako pomembno je načrtovanje finančne prihodnosti za čas po športni upokojitvi? Namizni tenis na Kitajskem prevladuje. Je kot nogomet, bom rekel, v Evropi. In oni se lahko vsekakor pogovarjajo o raznih milijonih. Jaz ocenjujem, da v tem trenutku slovenski športniki ustvarjajo preko 100 milijonov evrov prihodka. Verjetno od tega več kot polovico Luka. Čez kakšnih 5 let mislim, da zna biti ta znesek že čez 200 milijonov. Ilka Štuhec poškodbam navkljub vztraja. Zdi se, da je marčovska zmaga na zadnjem smuku lanske sezone vlila voljo in željo po novih uspehih. Vrhunskih rezultatih, ki, kot pravi, prinesejo tudi sponzorje in prepotreben denar. Najbolj zanimiv si namreč takrat, ko zmaguješ. V sezoni, ko ji ni šlo najboljše, je ostala brez pomembnega sponzorja. O tej izkušnji danes govori previdno. Jaz bi tudi želela samo zmagovati, ampak vsi vemo, da to še daleč ne gre tako. Ampak potem se mislim, da pokažejo razlogi, zakaj se je to zgodilo. Za delovanje svoje 5-članske ekipe na sezono potrebuje okoli 250 tisoč evrov, ki jih porabi v pripravljalnem obdobju, torej do prve tekme v sezoni. Približno četrtino tega zneska plača iz svojega žepa, ostalo, torej večinski del, z letno pogodbo zagotovi Smučarska zveza Slovenije. Pa to sploh ne govorimo o nekem nasipavanju z denarjem, o hotelih. V bistvu se gre za to, da recimo trening v Južni Ameriki se številke dnevno tučejo nekje od 1200 do 1500 evrov. Slovenski vrhunski športniki in trenerji so zaposleni v javni upravi, 70 v policiji, 30 v vojski in 15 na finančni upravi. Darko Jorgič, na svetovni lestvici namiznoteniških igralcev trenutno 9. najboljši. 3 leta je zaposlen v policiji. To se govori o 1000 evrih, 1000 malo več evrih. To ni nekšen denar, ampak vsi vemo, kako je pomembno, tudi s 1000 evrih, kako se lahko preživiš. Mislim, v našem športu je to lahko rečem, da si plačaš en turnir zase. Za trenerja vsekakor si moraš dodati že zraven. Anita, vi ste zaposleni v Slovenski vojski. Kako pomembno za vrhunske športnike je, da imate zaposlitev v javni upravi?
Ja, zame je to v bistvu zelo pomembno, brez tega v bistvu sploh ne bi mogla trenirati, ker nek stalen mesečni dohodek je zame zelo pomemben. Anita Horvat po srebrni medalji na Evropskem prvenstvu v dvoranski atletiki sodi v sam vrh tekačic na 800 metrov. Njena kariera je v vzponu, tekmuje v športu, v katerem so treningi poceni, zunaj na tekaški stezi, poleti in pozimi. Sponzorja ima za športna oblačila in opremo, največji strošek predstavljajo potovanja na tekme in bivanje. Za zadnjo leto sem mogoče malo več okrog, tako da, kaj pa vem, kakšnih 10 000 evrov. Ta denar dobijo od atletske zveze. Če je treba še kaj pristaviti, je tu še denar od sponzorjev, o številkah športniki ne govorijo, ker so poslovna skrivnost. In seveda nagrade za uspešnost. Zdaj na diamantnih ligah je zmaga 10 000 evrov, na finalu diamantne lige je to 100 000 evrov. Zmaga. Zmaga. Kdaj ste bili nazadnje na Žaku? To je bil vaš drugi dom, verjetno. Ja, jaz sem danes prav vesela, ker smo se tukaj zmenili, zato ker je dolg nisem bila, po moje 5 let. Odkar smo šli, verjetno, no. Odkar ste šli v Švico? Ja, odkar smo šli v Švico živeti. Tole je bilo meni drugi dom, da sem tukaj uživala, tukaj smo v bistvu praznovali vse rojstne dneve, vse. Načeloma je bil to naš delovni prostor in zabavni prostor, tako da, ja, uživali smo tukaj. Prav lepo je bilo. Brigita Bukovec ima še vedno državni rekord v teku na 100 metrov z ovirami. Poleg olimpijskega srebra je leta 1996 osvojila še drugo mesto na Evropskem dvoranskem prvenstvu, leto prej je bila tretja na svetovnem dvoranskem, leta 1998 spet druga na Evropskem prvenstvu. Mislim, da to ni nobena skrivnost, da so z Andražem dobile vsak po, mislim, da je bilo 10 000 evrov, pa potem Opel Astro. Avto. V tistem času, ko sem jaz začela dosegati rezultate, je nekako se začelo razvijati tudi ta, se pravi, ta sponzorstva glede firm slovenskih, tako da recimo med prvimi sem tudi takrat dobila avto na posojo. Nikoli se ni obremenjevala s tem, kaj bo po koncu kariere. Tudi Štuhec o tem ne želi razmišljati, ker jo to odmika od aktualnega časa. V svojem slogu pravi, bomo videli, kaj bo, ko se bo zgodilo. Podobno razmišlja večina vrhunskih športnikov, pripoveduje strokovnjak za športni marketing in odličen poznavalec športnega zakulisja Tomaž Ambrožič. Kateri to daje na stran svoj študij, družino, vse te stvari se celoti posvetijo. Zdaj, nekateri imajo talent, da mogoče v tem času, ko razvijajo svojo športno kariero, spoznajo tudi mogoče določene druge talente, ki jih imajo in mogoče takrat razmišljajo, dobro, to bom pa razvijal potem, ko bom enkrat zaključil. Eden od teh talentov je komuniciranje z javnostjo, tudi prek družbenih omrežij. A spet, poudarja Ambrožič, je to odvisno od vsakega posameznika. Se pravi, rezultati plus mogoče ta moja osebnost in verjetno tudi ta odprtost, ki jo imam jaz, no. Malo sem klepetava, pa rada veliko govorim, pa verjetno je tudi to sponzorje navdušen, da so lahko tudi potem imeli kaj od tega tudi oni. Ne samo to, da sem se kje skrivala in da sem bila neprepoznavna. Eni to imajo, drugi si tega ne želijo. Komaj čakajo, da po koncu kariere se vrnejo nazaj v nek svet, kjer niso pod žarometi, kjer niso pod dnevnimi pritiski, kjer jih ljudje toliko ne srečujejo. Tako je pred dobrimi 30 leti storila priljubljena in uspešna Mateja Svet. Na veliko presenečenje vseh se je umaknila iz športa in javnosti. Veliko stvari se je tudi ne ponujalo, tudi razni ponudniki. In je pravzaprav hitro spoznala, da to ni za njo. Ne? In tudi danes, ko vidimo, se v bistvu sicer se je spet začela občasno pojavljati, ampak je zdaj razvila svojo drugo pot, drugačno življenje. Jaz sem se ravno tako želel temu umakniti, ker mi je bilo preveč. To je bilo v mojem primeru se je to začelo pri 18 letih, recimo Matej. Še prej, pri 21 je bilo to že, mislim, vsega skupaj res, da preveč in ne veš, kam to dati. Bili smo zelo dostopni. Ljudje so vedeli, da mi ne služimo nekega blaznega denarja in tudi potem nismo odstopali. Bili so drugi časi. Franko je kariero zaradi poškodb končal pri 23, do takrat je prihranil okoli 10 000 nemških mark. To je vključno z prodajo smučarske opreme. Tle je v bistvu bil za nas največji zaslužek to, da smo na koncu sezone prodali smučarsko opremo. Seveda, ne, če sem imel dobre rezultate, je bila več vredna. In ko so šle moje smučke, so šle za 600, iz olimpijade za 600 nemških mark. Ko je nehal smučati, so mu ponudili službo trenerja manjšega smučarskega kluba v Predmeji.
Danes bi takšni ponudbi verjetno rekli ponižujoča. Franko je ni sprejel, kupil je letalsko vozovnico in odšel čez lužo. Kjer se je pa prvič, bom rekel, poznala ta poslovna posledica te olimpijske kolajne. Ne? Tam ste vnovčili svoje ime. Tako. Danes imamo čez lužo Slovenci več uspešnih imen, med njimi Anže Kopitar. Jaz mislim, da bom ostal zmer tak sem bil, ker tak sem me je pripeljal do tega. Goran Dragič. Jaz sem kar držal košarke, saj vem, tukaj sem dober. Luka Dončić. Here's Luka. Gets it away. It's gone! Dončić dagger! Sometimes you're gonna make it, you know, but sometimes you're gonna miss it too, so you gotta take that too. Mislim, da Luka zelo odstopa in da nismo nikogar imeli niti blizu. Vprašanje, če bo tudi v katerem drugem športu lahko nekdo mu prišel tako blizu. Tudi zato, ker je kot globalni zvezdnik pravzaprav to začel postajati že pri 18 letih, ne? Kar je res znak, da se ti nekaj obeta. Ne? V Ligi NBA, pravi Ambrožič, kroži podatek, da kar okoli 80% košarkarjev 5 let po koncu kariere zapade v finančne težave. Praviloma zaradi napačnih investicij, nekateri pa tudi zaradi razsipnega načina življenja, ki se mu nočejo odpovedati. So pa tudi košarkarji, ki v pokoju služijo več kot v času profesionalnega igranja. Denimo, eden največjih športnikov v zgodovini, sloviti Michael Jordan. Takrat je bil tudi ti njegovi agenti tako spretni, da so pravzaprav mu zagotovili pogodbo z znamko, lastno znamko znotraj ene korporacije, ki mu se danes prinaša ekstremne zneske, ki jih skozi športno udejstvovanje noben športnik ne more doseči. Danes govorimo o tem, da on na leto zasluži okrog 150 milijonov evrov zgolj iz licenčnine. Še en primer športnika, ki je spretno uveljavil svoje ime, je nekdanji nogometaš David Beckham. Širšo prepoznavnost je dosegal tudi zaradi soproge Viktorije, nekdanje spajsice, zaradi svojega videza je bil in je še vedno tržno zanimiv. Honorar, ki ga je dobil za ambasadorstvo, za promocijo svetovnega prvenstva v Katarju je bil ekstremen, ker je bil očitno relevanten. Ja, govori se o znesku 150 milijonov evrov je bil, tako so pač angleški mediji poročali, da mu je katarska država plačala za ambasadorstvo. Takšni zneski so za večino med nami nepredstavljivi, a nogomet z vrtoglavimi in za mnoge neokusnimi številkami je zgodba zase, ker ima takšen doseg, da se ga v resnici ne vrednoti, le kot šport. Postal je neke vrste religija, hrana za množice. Medalje država športnike nagradi. Od leta 2021 so nagrade višje kot prej. Za zlato medaljo športnik dobi 55 tisočakov, za srebrno 45, za bronasto pa 38 tisoč evrov. Dosežki na evropskih in svetovnih prvenstvih so vrednotijo s točkami glede na rezultat in razred športne panoge. Kristjan Čeh je denimo lani za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v metu diska dobil dobrih 12 tisoč evrov. Če bo zmagal letos, bo dobil slabih 14 tisočakov, ker je vrednost točke nekoliko višja. Imam še kar nekaj stvari za doseči, ki še jih nimam. Mislim, da je bilo v zadnjih letih kar nekaj tukaj narejeno na tem področju. Predvsem so se zvišale nagrade, ki jih dobivajo športniki za te izjemne dosežke, kar je v določenih primerih prav lepo sramotno, ampak zelo žalostno, kot primer naslov evropskega prvaka v košarki za našo reprezentanco. Srbi, ki so bili drugi, je vsak košarkar dobil 20 tisoč evrov, takrat naša reprezentanca pa dobila 50 tisoč evrov skupaj. Jorgič, pogovor smo snemali v torek, ko so že potekale kvalifikacije na turnirju v Gani, pravi, v namiznem tenisu se denarni skladi zvišujejo, a vendarle se. Verjetno 9. na svetu bo ne razmišljal, ali bo lahko preživel na koncu kariere ali ne. Žal pri namiznem tenisu to malce drugače. Ampak bom rekel, z leti dosti raste. Če se spomnimo lansko sezono v Novi Gorici je bil denarni sklad 75 tisoč evrov, $dolarjev, letos v Ljubljani 250 tisoč $. Nagrade v alpskem smučanju so različne od prizorišča tekme, pripoveduje Štuhec. Določen je minimum, potem je pa odvisno od organizatora, koliko se oni potrudijo, ampak koliko potem pač oni v bistvu imajo financ na razpolago, tako da ne vem, recimo za zmago super, osvojila 50 tisoč evrov, če jih dobiš ven 24
je še dobro. In če naši vrhunski športniki zaslužijo preko 100 milijonov evrov, kaj ima od tega država? Gre za veliko denarja, ki je obdavčen v tujini, a na koncu nekaj od tega vendarle konča tudi v Sloveniji. Nekaj ga potrošijo, nekateri kupijo nepremičnino, drugi investirajo v razne projekte. Tako da tukaj mislim, da tudi je v interesu države, vsakega posameznika, da se te športnike poskuša pripeljati nazaj, da tukaj investirajo. Verjetno bi marsikdo že danes bil, to posebej velja za kolesarje, ki so večinoma ali te individualne športnike prijavljeni v Monako. Mislim, da če bi verjetno bili davki manjši, mislim, da bi tudi naši kolesarji in boljši športniki bili prijavljeni v Sloveniji. Tukaj se mi zdi, da smo v bistvu nevešči tega. Morda ravno to dejstvo, da danes, pa ne samo ta velika imena, imamo ogromno odbojkarjev, košarkarjev, rokometašev, nogometašev, ki v tujini zaslužijo 100 in več tisoč evrov na leto, pa se pravzaprav na koncu to nabere v kar veliko maso. Jure Franko je v svojih smučarskih časih prejemal štipendijo. Pri Smučarski zvezi je to znašalo 30 nemških mark takrat na mesec, je bila štipendija in 60 nemških mark na mesec pri Elanu. Nizka štipendija je to bila, a ker je bil športnik, je veljal za lojalnega, delovnega, fokusiranega. Te lastnosti so mu v poslovnem svetu odprle marsikatera vrata. Kar je pa olimpijska kolajna prinesla, je bila pa ta, bom rekel, vizitka ali pa vstopnica, kjer si pravzaprav lahko potrkal na vsaka vrata in nisi bil nobody. Nek dosežek, ki je bil pomenljiv. Bukovec je potem, ko je atletskim stezam pomahala v slovo, odprla atletsko šolo. V času kariere pa je za njen denar skrbela mama. To sploh ni primerjavi z današnjimi financami, ampak nekaj je bilo, je ona to bolj čuvala, ker jaz verjetno ne bi šlo tako, ne bi se tako končalo, kot se je. Tudi trener mi je velikrat upozoril na to, moram reči, da sem imela perfektnega trenerja in še zdaj govorim o njemu samo v superlativih in brez njega jaz ne bi ne uspela, ne tako, ne drugače. Franka je po Ameriki in Japonski nazaj domov pripeljala ljubezen, nazaj v medije pa nadvse uspešen musical, ki ga je produkcijsko zasnoval in postavil na oder. A njegova olimpijska kolajna iz Sarajeva je zgodovinska. Zgodba o tem, kako volimo Jureka više od bureka, se prenaša iz roda v rod. To je, bom rekel, izjemna čast in doživetje, ki jo z leti vedno bolj ceniš in tega se dejansko ne da pretvoriti v številke in v denar. S tem veseljem in ponosom lahko živiš do konca dni, pa rečeš, pa če nič drugega ne naredim več v življenju.